S knjigo Fojbe smo Slovenci dobili predstavitev kratkega, razmeroma temnega obdobja naše povojne zgodovine, obdobja, v katerem so številni ljudje, pa naj so bili kolaboracionisti ali nedolžni civilisti, končali svoje življenje na naši zahodni meji v območju slovenskega Krasa, predvsem goriškega in tržaškega ozemlja. Avtorji, dr. Jože Pirjevec, Nevenka Troha, Gorazd Bajc, potem pa še dva tuja avtorja, Guido Francinetti in pa Darko Dukovski, so predstavili tudi recepcijo dogajanja z vidika zahodnih zaveznikov in pa seveda slovenskih obveščevalnih služb, predvsem takrat delujoče OZNE. Tako da ta knjiga temelji na številnih dokumentih, ki do zdaj še nikoli niso bili objavljeni, avtorji pa so se do njih dokopali v arhivu Slovenije, v arhivih v Italiji, predvsem diplomatskem arhivu v Rimu, arhivih v ZDA in pa arhivih v Londonu oziroma Veliki Britaniji. Knjiga ima posebno vlogo že samo naslovnico, za katero smo se odločili nekako po zgledu plakata, ki je konec 80-ih let nastal v Jugoslaviji za dan mladosti, še v režiji Neue Slovenische Kunst. Tedaj so plakat za dan mladosti zasnovali na podlagi nacističnega plakata in s tem razburili javnost. Podobno smo se tu z avtorji odločili, da na naslovnici prikažemo sliko oziroma izrez plakata, ki so ga ustvarili v Italiji pred 2 letoma in ki prikazuje v resnici streljanje slovenskih talcev, ki so jih Italijani pobili leta 1942 v Loški dolini. Italijani so na podlagi te slike naredili manipulacijo, s katero so prikazali kot žrtve italijanske civiliste, ki naj bi jih streljali Jugoslovani. In tak način izkrivljanja se ponavlja vse skozi, ponovil se je tudi leta 2012 in na vse proteste Slovenije italijanska politika nikoli ne odgovarja z nekim resnim demantijem. Tako smo se odločili, da tudi slovensko javnost prav s takim plakatom, ki je v notranjosti knjige razložen, seveda, kaj pomeni, da ne bi prišlo tudi pri nas do nerazumevanja vsebine, skušamo slovensko javnost opozoriti, da je ta problematika fojb še vedno izjemno živa, da še vedno kvari odnose med Italijo in Slovenijo, da je nekako latentna grožnja ne samo dobrososedskim odnosom, ampak lahko še kakšnim hujšim konfliktom. Različica knjige je išla pred dobrim letom v Italiji in od takrat naprej so avtorji, ki so jo predstavljali na italijanskem področju, doživljali neprestano grožnje. Tako so recimo v Raveni v dvorano vdrli neofašisti in jih skušali zastrašiti celo s tem, da bi jim dali piti riциnusovo olje. Zadnjič, morda pred 3 tedni dobrimi, dr. Pirjevec v drugem kraju v Italiji, v Peskari, skušal govoriti o fojbah, pa so mu 2 dni predtem organizatorji sporočili, da prireditev odpade, ker mu ne morejo zagotoviti varnosti. To so recimo podatki, ki kažejo na to, kako pereča je problematika fojb še danes, predvsem v povezavi z odnosom do mejnega okolja, do tržaškega dela italijanske države in Slovenije in kako boleči so še spomini seveda potomcev žrtev, ki so končali v fojbah ali pa tistih, ki so se rešili iz fojb. Zakaj je šlo? Fojbe so v resnici jame, ki so na kraškem področju pogoste in ki so jih že skozi vso zgodovino domačini uporabljali za to, da so vanje odmetavali različne stvari, zaradi katerih so se bali, da bi recimo prišlo do okužb ali česa podobnega. Tako so odmetavali
recimo poginulo živino in podobne stvari. V drugi svetovni vojni se je stvar končevala tako, pa tudi že v prvi svetovni vojni, da so v fojbah končali tudi nekateri padli, bodisi borci, bodisi civilisti. In nič drugače ni bilo leta 1945, ko so v fojbah končali številni ustaši, nemški vojaki, italijanski vojaki, drugi kolaboracionisti in seveda tudi civilisti, ki so se zaradi tega ali onega razloga znašli na spisku ljudi, ki jih je bilo treba eliminirati, ubiti. Avtorji v knjigi prikažejo zgodovino odnosov med Slovenci in Hrvati na eni strani in Italijani na drugi, pokažejo vso težavnost te zgodovine že v času, ko je bilo to območje v okviru Avstrije in ko so se poleg Italijanov in Slovencev srečevali tudi Nemci, Avstrijci. Že v tistem času so bili odnosi dostikrat napeti in seveda nespoštljivi med pripadniki različnih narodov. Posebno zanimivost v knjigi predstavljajo dokumenti, ki so skrbno izbrani iz ogromnega števila dokumentov, ki jih hranijo ameriški in angleški arhivi, pa tudi Arhiv Republike Slovenije, naprimer, ali arhivi v Rimu. Te dokumenti so zgodba zase, v bistvu na en tak otipljiv način kažejo na to, kako tragični so bili dogodki leta 1945, ob koncu druge svetovne vojne. Namreč ne samo to, da vidimo, kako so zahodnjaki, tako zahodni zavezniki kot vsi Jugoslovani in slovensko vodstvo, revolucionarno vodstvo praktično od Kardelja, Krajgerja pa do Mačka in drugih vodij OZNE, kako so spremljali dogajanje v Trstu, na Goriškem in v okolici in kako so se na seznamih ljudi, ki bi jih bilo treba ubiti, znašli poleg italijanskih fašistov, ki so imeli krvave roke in ki so seveda zastrahovali Slovence vsa leta med vojno in pred njo, kako so se na teh spiskih znašli tudi nedolžni ljudje, še več celo ljudje, ki so sodelovali s partizani, ki so sodelovali pri osvobajanju Beneške Slovenije. Spoznamo tudi to, kako je nastal šum med voditelji osvobodilne armade na eni strani in posameznimi izvajalci eksekucij na terenu, ko so določene urgence, da je treba iz seznamov takoj izbrisati določena imena, češ saj so bili naši. Nazaj prihajala samo sporočila, žal, vaše obvestilo je prišlo prepozno. To mislim, da daje celi knjigi neko človeško dimenzijo, ko vidiš, kako dostikrat pride tudi do stvari, ki jih niso načrtovali ljudje, ki niso bile zaželene, pa je do njih vendarle prišlo.